Se veš, džabe je atraktivna kabina, če se pol iščeš non-stop. Dobro jutro, te malo peljem v šolo, pa se posvetimo po avtomobilu za mano, Peugeot 5008. Aha, evo, imamo že dodatke. Buckle up. Buckle up. A ti daj na temno, da bom ninja. I need to shave myself, man. How about you? You shaving? No. We're a bit late today, you know that? A, B, C, D, E, F, G. Ok, zdaj se pa meni malo mudi. Za današnji vlog sem se odločil špricniti ven iz Ljubljane, zato ker se mi zato preredko naredim, nisem šel daleč. Tukaj v bližini Grosuplja sem najdel eno luštno lokacijo, za katero verjamem, da bo dovolj mirna. Kje točno pa sem? Podkulturne dediščine Šmarje Sap. Novice o velikih izkopavanjih na Magdalenski gori so se na angleškem rekli. Glavno kustos iz muzeja v Oxfordu je vletel v te konce leta 893 na ogled Pečnikovih, to je bil ta model, izkopavanj in se posvetil ostankom Situl. Situle imamo pa tukaj. Precej zanimiv plec. Ok, zdaj pa kao. Za začetek, kaj vemo? Peugeot 5008, jaz trdim, da gre za enega najbolj prepričljivih križancev sploh, ker lastnosti, ki jih ponuja, so klasično enoprostorske. Dajmo se najprej posvetiti prenovi. Odkar je bil prenovljen, je namreč sprednji del tega avtomobila čisto drugačen, kot je bil prej. A veš, zdaj se ta sprednji del maske zajeda sem pod žaromete, te reže se tukaj nadaljujejo, medtem ko je bil prej zaključek popolnoma drugačen, pa Peugeot se je valjda odločil poudariti ta značaj ali pa prezenco levo, zato mu je namenil tukaj le en, kaj zdaj, sekanc ali kočnik, v glavnem ta špiča zob, ki ga imajo zveri, se zdaj zareže globoko v odbijač. Drugač pa osnovni podatki, dolžino, to si je treba zapomniti 4,64 metra. Ni ekstremno velik, ampak je ta prostor zelo dobro izkoriščen. A veš, hočem ti pokazati drugo vrsto. Podatek, ki ga bom zdaj serviral, bodo cenili predvsem tisti, ki imajo doma 3 otroke. To so zdaj tiste prostorske fore, ne? Zato ker v drugi vrsti imaš 3 enako velike sedeže. Tudi to največji SUV pa najbolj prostorni SUV te lastnosti nimajo. Sta oba skrajna sedeža ogromna, ta sredinski je pa narod skangelcev. Je res? Da ti bom pa jaz to tretjo vrsto pokazal, čakaj. Evo, poglej, približno takole zgleda, ko je 5008 5 sedežnik. Mimogrede, ko podreš še drugo vrsto v ravno dno, imaš skoraj za 2 kubika placa. Pravzaprav za 1940 litrov, če sem čist natančen. Če pa želiš postaviti tretjo vrsto, moraš pa za začetek umakniti tudi rolo, ampak ne samo takole. Celoten rolo moraš namreč odstraniti. Potem se pa lahko hecaš s postavljanjem sedežev številka 6 pa 7. Vse skupaj se zgodi s popolno lahkoto. Poglej, 1, 2. Zdaj kufra v tem primeru nimaš prav veliko, to drži. Vstop oziroma dostop do tretje sedežne vrste ni enostaven, ali pa dajmo reči, ni precej težek, ampak prav eleganten pa tudi nisi, kad to delaš. Praktično ni 7-sedežnega avtomobila, kjer bi v tretjo vrsto lahko skočil lahkotno. Zagrabaš tale vzvod, primeš in celoten sedež se pomakne naprej, potem pa stopaš. Okay. Zdaj pa tako druga vrsta, če ti sediš zadaj, v nobenem primeru ne sme biti pomaknen tam povsem nazaj, ker drugače ni nobenega prostora. No, potem, ko si pa zagotoviš prostor, ki ga nujno potrebuješ, se še vedno je malo prostora. Pa še eno stvar bi ti rad pokazal, na kakšen način in kako lahkotno se da tudi sedeža 6 pa 7 povsem odstraniti. Najprej jih zložiš, tole moramo umakniti. Pa še tukaj na vogalu vidiš tale armen vzvod, ga zagrabaš in s tem, ko to narediš, sedež pravzaprav odhaklaš iz svojega izhodiščnega položaja oziroma iz svojega opetja. In to je to. To je otroška igra v primerjavi s kakšnimi drugimi rešitvami, ne? In z vsakim sedežem, ki ga odstraniš, pridobiš dodatnih, se mi zdi, da 36 litrov prostora. In te 36 litrov zgleda približno takole. Ok, zdaj je treba pa še nazaj dati. Pa da vidimo, že kje je bolj zapleten. Za sekunda. Takole. Ok, pa spet nazaj v kabino. Dajmo se posvetiti še temu, kar je spredi. Ta Peugeotov prestop k oblikovanju sicer že dobro poznamo tudi z drugih modelov. Z največjim veseljem pa povem, da ta predrznost pri obliki, pri linijah ne terja nekega hudega davka pri uporabnosti. Se veš, džabe je atraktivna kabina, če se pol iščeš non-stop. Saj ima neki posebnosti, letalska stikala tukaj pod zaslonom vmesnika, ki so mimogrede zelo praktična, se hitro na njih navadiš, vse je pregledno, preprosto. Uporabljeni materiali so dobri, všeč mi je, da je Peugeot uporabil tudi tkanino, ne vem, če to velja za vse opreme, sem pa me zmoti kakšen velik razmak med določenimi komponentami, v tem primeru med vrati pa začetkom armaturne plošče. Ampak, ko pa črto potegneš, je pa občutek tukaj noter kljub samo dober. Zaslon vmesnika se je povečal, mislim, da 10 palcev pa drobiš tam nekje. Pa vmesnik sam po sebi v svoji grobi osnovi ostaja enak, digitalni gumbi so veliki, pregledni, meni
Injekcijska struktura je, dajmo reči, povprečna. Tukaj bi Peugeot lahko naredil še kakšen korak naprej, hitrost odzivanja, ta je pa zadovoljiva. Motor, ki poganja avto in prenaša navor na sprednji kolesni par, je 1,5 litrski dizel z vsega skupaj 96 kW oziroma 130 konji. Moči je, dajmo reči, dovolj in niti malo preveč. Če boš pa ti avto polno obremenil, kar pomeni, da ga boš nafilil s 5 potniki plus prtlaga ali pa 7 potniki, potem pa kar se ne odzivnosti, ampak same pospeševalne moči ne smeš pričakovati preveč. Do menjalnika, ki razpolaga z 8 stopnjami, vidim, da gojite različne občutke glede na odzive na ta avto na Instagramu. Jaz sem s tem menjalnikom zelo zadovoljen. To je družinski avto. Jaz ga vozim umirjeno. In v tem primeru sem zadovoljen z odzivnostjo, s hitrostjo predstavljanja, pa predvsem z nezaznavnostjo, ko on opravlja svoje delo. Kada ga ni. Imam na voljo tudi obvolanske ročke, ampak če sem čisto iskren, ta menjalnik najbolj dela takrat, ko ga pustiš primer. Pusti to šaltanje, niso to sportska kola. Daj mu mir, da on sam zračuna in se sam odziva in takrat boš ti z njim najbolj zadovoljen. Drugače pa vozni programi, ki jih ponujajo neke hude razlike, ne naredijo. Nastavitev podvozja je pa taka, da je razmeroma čvrst. Mimogrede, dosti podoben je nastavljen tudi 3008. Temu, da ima ful majhen volan, se je treba malo privaditi, ampak ravno zaradi tega imaš pa poudarjen občutek, da je avto ful ubogljiv. Je tudi razmeroma natančen. Ok, zdaj pa ne vem, če si opazil, ampak v sklopu vsega tega, kar sem do zdaj povedal v 5008, smo že naredili prve 4 sladke. Številka 1 oziroma prva sladka, Peugeot je 5008 prenovil in ga s tem dobro pripravil na njegovo drugo življenjsko obdobje. Druga sladka, kabina je vzorno prilagodljiva, prostora je ogromen. Tretja sladka, avto je prijetno vodljiv, zelo je ubogljiv, prijeten sopotnik. Pa četrta sladka, menjalnik je super, samo ne uhle pri volanu pust na mer, dovolj mu, da se odloča sam. Zdaj pa 3 kisle. Prva kisla, s kakovostjo slike zadnje kamere še zdaj nisem zadovoljen. Druga kisla, zavorni pedal je pretirano občutljiv in imam zaradi tega vsake toliko časa občutek, da vozim kaj na runkel. Ta tretja kisla pa, pri meni je tako, da jaz v avtomobilu ponovadi poslušam kakšne podcaste. In vsakič, ko avto znova zaženeš, se on odloči, da ne glede na to, kaj si ti prej počel, zdaj boš pa ti radio poslušal. Jaz nočem radija poslušati, jaz bi podcast. No to je tretja kisla. Za nekoga verjetno povsem nerelevantna, meni pa pomembna. Ok, zdaj pa peta sladka, mogoče malo na prvo žogo, ampak jaz ne morem pomagati. Dizajn tega avtomobila, pa ne govorim samo o zunanjosti, mogoče celo bolj o kabini, o ambientu, o armaturni plošči, mi je zelo všeč. Tudi majhen volan mi ustreza, marskomu ne. Vedno znova me avto opomne, da je posebnež in če jaz kupim avto oziroma če vozim avto, čeprav je samo testen, si tega želim. Želim biti v posebni kabini, ker me to navdaja z enim takim prijetnim občutkom. Zdaj pa iščem, veš kaj, nismo se še pomenili nič o denarju. Tale avto je Peugeot 5008 Allure Pack za tiste, ki boste brskali po konfiguratorjih, 1.5 Blue HD 130 EAT, sprav avtomatski menjalnik 8 stopenj. Zdaj cena osnovnega avtomobila brez opcije je 35 700. Serijske opreme je ogromen. Tale avto ima dodatne opreme za jurja, kar pomeni, da je njegova cena po uradnem ceniku 36 700. Pa tukaj na koncu piše pa še cena testnega vozila za končno stranko je pa 31 764. Ampak ta cena velja samo, če zbereš Peugeotovo financiranje. Evo, zdaj smo pa denar tudi poštimali, o porabi nisem nič rekel. Med 6.2 pa 6.5, če se mi je preveč modil tudi 6.9, prepričan sem, da gre lahko tudi še nižji, ker jaz govorim o porabi, itak nisem relevanten na noben način, ker to si pa res vsak prikroji po svojih željah. Avto ti da neko osnovo, pa se pa ti odločiš, koliko nizko boš šel, ker razlike so vedno lahko zelo velike. Ok, folk, jaz mislim, da sem bil dovolj izčrpen, kar se avta tiče, to je to. Jaz si bom zdaj tole še malo prebral, da se malo izobrazim, ker ful rad zaidem na konce, ki jih ne poznam najboljš, pa se polk novega naučim. Lepo se mi. Ajde.